V današnjem nasvetu se bomo posvetili morskim algam, zakaj jih uporabimo na vrtu, kdaj jih uporabimo in na ta način boste res imeli dober pridelek. Jaz jih uporabljam prvič že ob presajanju sadik na vrt, takrat sadike zalijem, potem zalijem tudi recimo paradižnik po sajenju ali pa vsaj enkrat na mesec. V ta namen uporabljam morske alge, ki so rdeče, gre za pripravek algoplazmin. Vidimo, da so v takem prašnatem stanju, gre za kalcij. Pripravimo potem suspenzijo, zalijemo rastline in to je res odlično za tvorbo drobnih lasistih korenin, za boljše ukoreninjenje. Ko odmerjamo pri zalivanju 30 do 40 gramov na 10 litrov vode in na ta način potem zalijemo rastline v vrtu. Tukaj imamo 250 gramsko pakiranje, tako da je treba kar nekaj teh alg dodati. Kot sem rekel, rdeče morske alge so odlične tudi v tem času za škropljenje, recimo krompirja. Tudi koloradski hrošč nekoliko manj rad potem grize same liste. Seveda pa je dobro rdeče morske alge mešati tudi s pripravkom. Tukaj imam edini ekološki sistemični insekticid Nimazal. Ta enostavno se dodaja potem rdečim morskim algam in na ta način ukrepamo proti vsem grizočim, sesajočim škodljivcem. Pri nas bomo ukrepali proti koloradskemu hrošču, poškropili krompir, hkrati pa poskrbeli za boljše napredovanje v rasti. Tako da te alge, se pravi rdeče morske alge, uporabljamo tudi takrat, ko pride toča, ko imamo močne rane, ko želimo čim prej zapreti rane na listih, škropimo takoj, ko se listje posuši in na ta način zapremo pravzaprav te poškodbe, tudi poškodbe po močnem vetru, in to je idealno za takratno uporabo. Vmes lahko dodamo tudi še kakšne fungicide, tudi kakšne insekticide ali pa domače čaje iz armana, iz žajblja, iz kamilice in tako hkrati krpimo proti boleznim in tudi preprečimo, kajti rdeče morske alge imajo predvsem funkcijo, da zaprejo rane, po domače, da jih zažgejo, da enostavno mi preprečimo vdor bolezenskim klicam v rastlinam. To je tisto ključno in to je tudi njihova največja namenska raba in takrat, ko želimo pospešiti ukoreninjenje. Tako da toliko, da boste vedeli, kdaj uporabiti te alge. Potem pa imamo tukaj še rjave morske alge, gre za pripravek Algovital Plus. Te pa so v tekoči obliki in jih dodajamo takrat, ko želimo pospešiti rast, ko želimo zmanjšati ta stres, recimo pri vroče-hladno in z njimi škropimo 24 do 48 ur, recimo pred močnimi temperaturnimi spremembami, vročinskimi valovi. Dodajamo pa v odmerku 10 ml na liter vode, to je največja količina, in na ta način poškropimo rastline. Povedal bi še to, da so rjave morske alge tukaj notri še obogatene. Poleg morskih alg imamo potem, ki so predvsem za zagon in obnovo rasti, imamo še aminokisline, ki so odlične za dober štart, potem mikrohranila, tudi druge zadeve. Aminokisline pomagajo tudi k tvorbi boljšega cvetnega nastavka, tako da rasti Algovital in pa rasti Algoplazmin sta dve različni obliki, uporabljamo eno ali drugo, med sabo ju ne mešamo. Mešamo pa lahko predvsem z različnimi domačimi čaji, ki krepijo rastline pred boleznimi, z različnimi fungicidi, insekticidi in na ta način pravzaprav pomagamo rastlinam, da imamo manj težav, hkrati pa tudi pospešimo rast. Tako, to je bilo nekaj ključnih nasvetov za uporabo rdečih in pa rjavih morskih alg, da boste vedeli, kdaj jih uporabiti in kako. Uporabimo jih lahko rdeče morske alge za zalivanje in pa za škropljenje, rasti Algovital Plus oziroma rjave morske alge pa jaz večinoma uporabljam za škropljenje po listih, za enostavno hiter zagon rasti v stresnih razmerah. Tukaj imamo 3 v 1, tukaj pa imamo samo alge
in nekaj magnezija, ki izboljša fotosintezo. Listi so tudi nekoliko bolj zeleni, tako da uporabite alge na vrtu, zagotovo boste uspešni, kajti z algami v tradicionalnem kmetijstvu delamo že stoletja. Tako, to je bilo nekaj ključnih nasvetov o uporabi morskih alg na vrtu. Rdeče morske alge oziroma algoplazmin uporabljamo lahko tudi v najhujši vročini, v soncu z njimi ne bomo požgali, takrat bomo zelo dobro zaprli rane po toči, po močnem vetru, se pravi lahko škropimo, lahko pa tudi zalivamo v presajanju vsaj enkrat na mesec. Jaz jih uporabljam tudi za zalivanje balkonskih rastlin. Pri rjavih morskih algah, Algovital Plus, pa enostavno jaz samo škropim takrat, ko so močni temperaturni stresi, na vsakih 14 dni, posebej v tem vročem poletju ali takrat, ko je spomladi mraz, in tako krepim rastline, da so bolj odporne na te temperaturne strese, hkrati pa imamo potem dober zagon rasti in to je tisto, kar si na vrtu najbolj želimo. Tako, uživajte v vrtnarjenju, z algami pa bo pridelek še boljši.